Naslednja zgodba ni primerna za ljudi z občutljivim nosom, tistim, ki pa ravno večerajo, pa odsvetujemo ogled. Torej, prišla je pomlad in kmetje so se na poljih lotili kmečkih opravil. Kanalizacijski vod C0 iz smeri Ježice proti Šentvidu v Ljubljani že mesece razburja. Lastniki zemljišč in mestna občina ostajajo vsak na svojem bregu. Danes je bil na območju vodonosnika spet protest. Slišati je bilo, pitne vode ne damo. Policisti in mestni redarji so zaprli makadamsko cesto do gradbišča, zato so se protestniki tja odpravili čez njive. Eni peš, drugi s traktorji. Po cevi, ki tako razburja domačine, bodo fekalije, po domače drek. Moram razložiti, da bo kdo rekel, smo gledali Godlerja, pa je rekel fekalije, smo mogli slovar gledati. Po domače drek iz Medvod in Vodic bo tekel do ljubljanske čistilne naprave. Zakaj si drekci želijo tja, mi sicer ni jasno, vendar se tako odločil Zoran Janković. Z evropskimi milijoni pa so ga podprli tudi v Bruslju. Povsem drugačen pogled na potovanje iz Ločkov iz Medvod imajo pa ljubljanski kmetje. Hočemo preprečiti kriminal najhujše sorte. Greznico čez vodovarstveno območje, to mora vsak človek čutiti kot svojo obveznost in priti sem. Kanalizacijska cev čez zajetne pitne vode se takole na prvi pogled res ne zdi najboljša zamisel. A župan Janković trdi, da to ni samo najboljša, ampak tudi edina možna rešitev. Da pogled, kaj pravi strokovnjak. Ampak problem enih in drugih cevi je pa požarna varnost. V ceveh vemo, da je not metan, vemo, da lahko zaidejo tekoča goriva in če tukaj v več 100 ali pa kilometrih zgori ta cev, potem bo to teklo mesece in leta. Fekalije lahko zagorijo. A lahko tudi eksplodirajo. Meni se zdi to kar nevarno in predvsem smrdljivo. Vam ne? Zdaj danes vem, da je to nevarno pa tvegano. Mogoče pa caj, da se vrnem na kahlo. Po moje v kahli ne more nastati požar. Ali pa tudi. Je pa zanimivo, da projekt C nič ne moti samo Ljubljančano. Domačinom so se pridružili tudi protestniki iz drugih koncev Slovenije. Ljubljančani, da ostanejo brez vode. Poslušaj, pa to je katastrofa. Odkot pa ste prišli? Z Domžal, Prevoje, Lukovica. A se meni sam zdi, da teh protestnikov, med katerimi je bil tudi Aleš Primc, mimogrede, čeprav ni šlo za otroke, ne motijo samo medvoške samovnetljive fekalije, ampak tudi ljubljanski župan nasploh. Kaj pa si mislijo o njem? Jaz sem vam rekel, Janković ni naredil samo potencialne ekološke škode, ampak tudi politično napako. Svojega kanala C0 ne bi smel graditi v Ljubljani, ampak v Mariboru, tam ne bi to nobenega motilka, na Štajerskem noben ne ve, kaj je to voda. Na Štajerskem je voda mitološka, je jasno. Traktorski protest se obeta tudi na drugem koncu prestolnice, a tam problem ni ogrožanje, ampak zaščita okolja. Nekatere kmete na Ljubljanskem barju in na Planinskem polju, ki imajo parcele v območju Evropskega ekološkega omrežja Natura 2000, bodo še letos doletele nove omejitve pri kmetovanju. Razlog za nov režim je izginjanje nekaterih redkih vrst in habitatov. Država je pred 4 leti zato že prejela opomine Evropske komisije. Jo, in zdaj kmetje tam ne bodo smeli ne gnojiti, ne kositi, ne pasti krav. Zaradi enega majhnega metuljčka, ki pa ima en problem. Tukaj je zarisanih dobrih 400 hektarjev, na katerih ne bi se nahajal ta barjanski okrček. Barjanski okrček velja za eno izmed najbolj ogroženih vrst metuljev. Vsi bi ga radi videli, nobenega od nas kmetov ga še ni. Izvajamo te ukrepe na določenih površinah, pa ga nikoli še nismo opazili. Kar nas pripelje do osnovnega teološkega vprašanja, ali nekaj, česar nihče ni videl, sploh obstaja. V Bruslju to verjamejo, na Ljubljanskem barju pa pač ne. Glejte, so stvari, ki so neobstoječe v Ljubljanski kotlini. Ne? Recimo kot kakšen drug župan kot Janković v Ljubljani. Pač ga ni. 16 let ne obstaja, ga ni. Oziroma ga ni nihče videl. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.